Varnostni svet Združenih narodov poziva talibane naj odpravijo represijo nad ženskami in dekleti v Afganistanu. Soglasno resolucijo je svet podaljšal misijo ZN v državi za še 1 leto, hkrati pa zahteva, da se ženskam omogoči vrnitev v javno življenje, izobraževanje in delo. Glasovanje je sledilo potem, ko je bilo ta mesec na zahodu Afganistana aretiranih najmanj 30 žensk zaradi domnevne kršitve talibanskega kodeksa oblačenja. Po aretacijah so izbruhnili protesti, talibanska policija pa je množico nasilno razgnala. Po poročilih sta bila najmanj 2 človeka ubita, več drugih pa ranjenih. Za več podrobnosti se nam pridružuje Marjam Bardak, ustanoviteljica svoje nevladne organizacije v Afganistanu. Marjam, ali se s tem glasovanjem v Združenih narodih dejansko kaj spremeni, ali pa gre le za še eno mednarodno izjavo z majhnim vplivom na dejansko stanje? Mislim, iskreno ne takoj. Simbolno je pomembno, ker Varnostni svet soglasno podaljšuje mandat UNAM in znova poziva talibane naj odpravijo omejitve za ženske. Toda afganistanske ženske so skozi leta slišale že veliko izjav. Pomembno je zdaj, ali bo to postalo vzvod, pogoj za financiranje, zaščitni mehanizem in imelo posledice, ne pa le še en dokument. Kaj vam afganistanske ženske pripovedujejo o vsakdanjem življenju pod temi represijami? Se je kaj resnično poslabšalo? Mislim, da so v mestnih območjih popolnoma izčrpane, bojijo se, počutijo se izbrisane. Ženske nam vsak dan pripovedujejo, vam, meni in preostalem svetu, da je življenje postalo vse manjše, kaj lahko oblečejo, kam lahko gredo, ali lahko delajo, študirajo ali se sploh svobodno gibajo. In še posebej to, kar smo pravkar videli, nedavne aretacije žensk v Heratu zaradi uveljavljanja hidžaba, so povzročile še več strahu v mestnih območjih. Želim poudariti, da na podeželju ni bilo veliko sprememb, še posebej na območjih, kjer ni bilo dostopa do elektrike. Mnoga od teh območij se niso spremenila, ker se ta ozkoglednost glede tega, kako naj bi ženske delovale, ni nikoli spremenila iz preteklosti do danes, prav tako tudi glede njihovega oblačenja. Tudi dostop do izobraževanja je bil zelo, zelo omejen. Predvsem mestna območja so napredovala, k čemur je večina države tudi skušala stremeti, in prav mestna območja zdaj doživljajo največji padec in nazadovanje. Kaj lahko storimo, Marjam? Imamo te besede, morda lahko prinesejo neko vzvodno moč, ampak kaj bi morala mednarodna skupnost v resnici storiti, poleg teh resolucij in izjav, da bi zdaj dejansko zaščitila afganistanske ženske in dekleta? Mislim, da moramo nehati obravnavati afganistanske ženske kot odstavek v resoluciji. Res moramo povezati sodelovanje, pomoč, potovanja, priznanje in finančni dostop z merljivimi pravicami za ženske in dekleta. Ne kaznovati z omejevanjem dostopa, ampak bolj spodbujati z omogočanjem dostopa. Ali pa neposredno financirati afganistanske ženske, zaščititi ženske, zagovornice človekovih pravic ali nuditi podporo. Ne vem, izobraževanje, ki temelji na skupnosti. In kar je najpomembneje, poskušajte se nenehno pogovarjati s talibani, da bodo razumeli, da žensk ni mogoče izbrisati. Mislim, da obstaja prostor. Je ozek, je zelo nevaren in se nenehno pogaja. In mislim, da afganistanske ženske tiho delujejo prek neformalnih mrež, zdravstvenih storitev in drugih področij, vendar se pogajajo z nekaterimi. Veste, že s tem, da to delim, tvegam, ker nekateri člani talibanov na srednji ravni, majhen delež, zamiži na eno oko, ker si želijo videti nekakšen napredek, kaj ne, za svoje ženske, za svojo državo. Ampak vodstvo talibanov je tisto. Večina teh navodil ne prihaja od afganistanskih talibanov. Prihajajo iz sosednjih držav in destabilizacija družbe poteka tako, da se destabilizira in utiša ženske, ker smo me tiste, ki odločamo o domovih. Če pa nam ni dovoljeno kakršnekoli zadeve urejati in voditi naša gospodinjstva naprej, ter nas ohranjajo neizobražene in nevedne v napredku, potem bo seveda Afganistan ostal nestabilen in bo nazadoval skozi stoletja, tako kot se je to dogajalo v preteklosti. Ali pravite, da obstajajo znaki različnih nasprotujočih si ukrepov znotraj talibana? 100%. Mislim, da so talibani razdrobljeni.
Da imajo nekakšno enotno vodstvo, vendar glede na to, kar sem videla na različnih ravneh in kar si tudi ti videla, ker ženske sodelujejo v pogajanjih, se trudijo, kaj ne? Slišimo, da na nekaterih krajih ženske ne smejo ničesar, potem pa so kraji, kjer odpirajo restauracije, delujejo, izobražujejo in tudi v njihovih omrežjih so talibani. Torej, kaj je res? Je to zato, ker so tamkajšnji člani Talibana bolj napredni? Ali pa zato, ker zamižijo na eno oko? Kaj je v resnici? In če delujejo tiho, kako lahko še naprej sodelujemo na tem področju? In mislim, da bodo tukaj spet delovale spodbude. Ne gre za to, da bi uvedli finančne ali potovalne prepovedi, to Talibane ne zanima, se ne potujejo nikamor, ne hodijo v tujino. Nimajo potrebe potem, kaj ne? Torej, bodo rekli, v redu, dali nam boste dostop, morda bojo to ponovno premislili, ker je država raztrgana od vojne. To je območje, kjer je potrebna stabilizacija. In prepričana sem, da se tega dobro zavedajo, vendar gre za način komunikacije. In še ena stvar, ki bi jo rada izpostavila, je, da če se mednarodna skupnost nauči, kako komunicirati z njimi. Naprimer, obstajajo islamske učenjakinje po svetu, ki so zelo spoštovane. Zakaj jih ne uporabljamo za pogajanja s Talibanom? Zakaj jih mednarodna skupnost ne uporablja za komunikacijo v jeziku, ki ga razumejo, torej v jeziku vere, kaj ne? Zanimiv pogled v to, kar trenutno vidimo v Afganistanu. Marjan Vardak, najlepša hvala, da ste bili z nami na I24 News English.